Torej, zdaj se bliža k koncu vaš dan dela kot osebne asistentke. Pa me zanima, če lahko na kratko poveste, ne vem, kakšno ste imela pričakovanja mogoče glede tega, kaj ste si še mislila danes zjutraj, ko ste prihajala, a so se ta pričakovanja izpolnila, a ste kaj novega spoznala, se kaj naučila, kako ocenjujete današnji dan? Ja, jaz sem imela kar velika pričakovanja glede današnjega dne in zdelo se mi je, da je smiselno in na nek način me je tudi radovednost gnala v to, da poskusim preživeti en tak dan, čeprav žal to ne bo niti cel delovnik, ampak precej manj, ampak sva pa poskusila vse tiste detajle, ki jih najbrž preživi in doživi tudi osebni asistent. Zdelo se mi je glede na to akcijo, ki jo tudi vodite v JHD-ju, smiselno neposredno videti, kaj to pomeni tako uporabniku, kot tudi asistentom, kako pač ta stvar izgleda, in ugotovila sem, da so pač asistenti desne roke, in da je rekla ta stvar, za katero se borite, tudi sprejem zakona o osebni asistenci, nekaj, kar resnično tistemu delu invalidov, ki si želijo na takšen način ohranjati svojo svobodo, samostojnost, neodvisnost, da je pač to izjemno pomembno in da se je treba potruditi, da bomo to tudi na nek način zakonsko uredili in omogočili takšen način. Tukaj sva, mislim, da z Mirino danes sem videla, kako to poteka, pomoč tako na delovnem mestu, pri, rekla, zelo zahtevnem in natančnem vnašanju, ki sva ga danes imeli, ker pač ona upravlja pomembno funkcijo tu v JHD-ju v zvezi z koordinacijo osebnih asistentov. No, potem sva šli tudi domov in sva si pripravili kosilo. Mislim pa, da je seveda še cela vrsta drugih nalog in dolžnosti, ki jih pač narekuje vsak dan in jih potem skupaj opravljajo uporabniki oziroma tudi asistenti. No, in zdi se mi, da je pač to na nek način služba, ki pa je več kot služba tudi za osebne asistente. Se mi zdi, da je to tudi na nek način poslanstvo in ne samo nekaj, kar bi vzel kot neko službo. No, jaz upam, da boste v okviru tudi vašega poslanstva tudi v bodoče mogoče imeli priložnost tudi to desno roko dvigant oziroma pritisniti na gumb, na ta pravo tipko pritisniti, zato da se bo tudi zakon podprl. Ja, jaz upam, da bo naslednji mandat, da bo zadeva dovolj zrela in da se bo našla ta volja. Najbrž bi bilo dobro, da tudi potem, ko pridejo jeseni novi poslanci, novo izvoljeni poslanci v parlament, mogoče tudi njih pozovete, pa bojo mogoče na začetku še bolj odprti kot ti, ki zdaj odhajajo ali pa odhajamo, in mogoče tudi njim pokazati, rekla. Mislim, da je ta neposredna izkušnja zelo primerna in pomembna, da ni vedno samo, rekla, protestiranje ali pa na nek način proti nekaj, da se pač izraža to nezadovoljstvo, ampak da je ta pozitivna varianta, s katero pa pozovete in ste pozvali ljudi, da sodelujejo aktivno, spoznavajo, da to lahko prinese še več in boljše rezultate kot morda jaz vem sicer, da morate opozarjati na to situacijo, ker je pač dolgotrajno že neurejena ali pa tudi stalno pomanjkanje sredstev, predvsem za vaše delo, ampak jaz se upam, da se bo na vseh tistih nivojih, kjer se odloča o tem, koliko tega denarja nameniti tudi za osebno asistenco, da to pač ne bo skupaj zbrano in da ne boste v stalnih težavah in v stalnih trpetanju, ali bo dovolj denarja že za tiste, ki v tem trenutku to uslugo imajo, ali boste, ampak da bo tega denarja toliko, da boste vsem, ki si to želijo, in kot sem slišala, jih je v tem trenutku vsaj še 30, ki si to želi, to tudi omogočili. Jaz mislim, da smo dovolj zrela družba in tudi, če tako rečem, v tem trenutku že bogata, vsaj tako govorimo, da smo, da bi to lahko omogočili.
Kako si pa ti danes doživela ta dan in tvojo novo asistentko? Ja, malo je specifično vse skupaj, zato ker je res to krajše, pa res sam neka določena omejena dela sva šli skozi, ampak jaz upam, da bo tudi gospe Cveti to na nek način pozitivna izkušnja, no, ko se jo bo pa mogoče kdaj spomnila. Okay, hvala.